V indijski kulturi predstavlja čebela duha, ki se opija s cvetnim prahom in spoznanjem. Tudi na evropskih tleh, kjer cenimo čebele in njihove pridelke že od antike naprej, čebele simbolizirajo marljivost ter zdravje telesa in duha. O tem ve veliko povedati Karel Vogrinčič, štajerski čebelar, ki je postavil prav poseben čebelnjak. Namenjen je čebelam in ljudem. V njem se skriva prava oaza miru in zdravja. Bilo je pred 2 leti, ko sem rekel, bomo naredili nov čebelnjak in smo zgodbo gradili tako, da je namenjen za apiterapijo. Tako da smo ohranili arhitekturo slovenskega čebelnjaka z vgrajenimi A-žepani, to kar je značilno za slovensko geografsko področje. V čebelnjaku pa je možno izvajati več dejavnosti. Ena zelo zanimiva in za apiterapijo zelo pomembna je protistresna komora, kjer lahko človek počiva, kjer lahko inhalira zrak iz panja, ki ima vedno 35 stopinj Celzija. V tem panju je med, je vosek, je propolis, je matični mleček, cvetni prah in ves ta miks, vsa ta energija gre potem čez naše dihalne organe in tu je ta terapija pomembna za ozdravitev prav teh dihalnih poti, astma in pa bronhitisi razni. Pa tudi tako, če se tega ne poslužujemo, se odklopimo, smo v tej komori sami sabo, v tej energiji čebele in pa zvok, koliso zvočno imamo brenčanje čebel. Svoje izkušnje v apiterapiji je prizadevni čebelar združil znanjem celjskega izumitelja Vilija Poznika. V terapiji zdravljenja s čebeljim pikom so razvili pomembno novost. Mi pač poskušamo pomagati. Prišli smo pa s čebelarjem tako, da je gospod Vogrinčič prišel, sem je nekaj pokazal, kak zdravi ljudi s čebelim, ampak so se mi čebele zasmile, pa sem rekel, zakaj bi čebele ubijali, ker za vsako, ko čebela piči, žrelo tisto ostane noter in čebela mora umreti. Pa smo poskusili narediti informacijo o tem čebeljem piku. Seveda smo uporabili 5 čebel, je reskiral za to, da so dale svoj želo, pa smo naredili nalepke, ki bi naj zamenjale to. Ko govorimo o apiterapiji na ta način, ko uporabljamo nalepke informirane, govorimo o tem, da sta se srečali 2 poti. Z ene strani spoznanja dolgoletne izkušnje čebelarjev, ki prakticirajo apiterapijo tudi v smislu uporabe čebeljega strupa s čebeljimi piki, smo imeli pomislek, zakaj bi morali z čebeljim pikom reševati težavo, ko pa s tem izpostavljamo ljudi, ki se bojijo čebeljega pika, ko se izpostavljamo tudi šoku, ki se lahko nepredvidljivo zgodi, kadar uporabljamo čebelji strup. In na koncu čebela mora umreti zato, da bi nam pomagala. Iskali smo pot, kako se temu izognemo in poskusili smo z informacijskimi tehnologijami Poznik dobiti odgovor, ali se da zajeti informacije čebeljega strupa v kodo in s tem zapisom posredovati tudi telesu človeškemu, brez da bi s tem vse negativne posledice bile zraven. Tako smo po več poizkusih ugotovili, da Poznik Vili zna pridobiti to informacijo in ko je bila pridobljena, smo rabili še medij za prenos, uporabili smo alufolijo, ki se je izkazala kot ustrezen nosilec informacije in ko potem to apliciramo na kožo na mesto bolečine ali na drugo ustrezno mesto glede na potek energetskih kanalov, meridianov, rezultat je bil dober. Predvsem smo iskali rezultate skozi dobre prakse. Iskali smo ljudi, ki imajo kakšno težavo, ki imajo bolečine in potem smo aplicirali tem ljudem te nalepke, odzivi so bili različni. Če govorim v odstotkih, okrog 60% ljudi je imelo težave z hrbtenico, z gibalnim delom strukture, z veznim tkivom, potem 20% sanacija po kakšnih poškodbah, med drugim tudi
takšne stvari, ki so nas presenetile. Ženske z bolečo menstruacijo so si omilile težave, jim je dobro pomagalo. Dobri rezultati so bili pri glavobolih, zobobolih in pri sanaciji kakšnih manjših poškodb. Profesor Bukovec z Fakultete za kemijo je s pomočjo GDV oziroma Kirlianove kamere izmeril učinek informiranih nalepk na biopolje človeka. Jaz sem napravil zaenkrat nekaj preliminarnih poskusov, večina dela nas v bistvu še čaka. Napravil sem meritve najprej na zdravih ljudeh, tako se končno dela tudi pri preiskavi zdravil. In tukaj imam en primer, ko sem enega relativno zdravega človeka vzel in sicer sem hotel videti, kakšen je vpliv te nalepke na biopolje zdravega človeka. Iz slik se vidi, da energetski del je bil popolnoma v redu, to se pravi, da nekega hitrega odziva na ta energetski del niti ne moramo pričakovati. Medtem ko psihološki pa emocionalni del, mogoče bolje rečeno, je pa pokazal na začetku brez nalepke, da je bil človek v stresu. To se vidi, če gledate recimo čakre, izračunane iz podatkov GDV kamere, lahko gledate energetski del in tudi emocionalni del. Ta emocionalni del je bil precej, bi rekel, raztresen, v stresu je bil. Potem pa sem dal človeku nalepko na to, kot pravijo Kitajci, spodnji tantien, kjer je energetski center, in po 5 minutah so se te čakre, ki kažejo emocionalni del, uredile skoraj v ravno vrsto, torej zelo blizu idealnega primera. Tako da po 5 minutah je bil rezultat že v redu, če sem meril potem po pol ure, je bil rezultat nekako enak. To je bil, se pravi, preliminarni poskus, ki je pokazal, da te nalepke resnično delujejo, vendar zdaj bo treba opraviti še veliko dela tudi na ljudeh, ki imajo resnične težave in videti, kako se odziva biopolje, tako energetski del, kot tudi emocionalni del. Bi rekel, da sem imel privilegij, da sem se z Viljem spoznal. Bilo je naključje ali pa tudi ne, v času, ko so nas sprejemali, našo sekcijo za apiterapijo v Združenje za integrativno medicino v Celju. Smo se spoznali z Vinkom Žgajnerjem, z Viljem Poznikom in beseda je dala besedo. In smo danes, jaz verjamem, da pred enim načinom, ki bo veliko ljudem pomagal. Izkušnje, ki jih imamo do sedaj, so samo pozitivne. Moderne pristope v apiterapiji bodo naši sogovorniki razvijali tudi v okviru Slovenskega združenja za integrativno medicino, ki so ga ustanovili v Celju. Želijo si povezati znanje uradne medicine in alternativnih ved za vse, ki si prizadevajo odpreti nove poti in pristope k celostnemu zdravljenju.